Torej bi kar dal naslov. Delo električne oziroma Coulombe sile. No, jaz bi naredil en krajši uvod, tako da bi pravzaprav predno sploh začnemo karkoli pisati, morda že kar ugotovili, kaj bomo dobili celo. Glejte, za Coulombovo silo smo rekli, da je nekaj podobnega, kot je gravitacijska sila. Torej, praktično enak zakon. Torej, produkt mas, tule produkt nabojev, pač neka konstanta, ki zadeve količinsko in dimenzijsko ureja, in pa seveda usihanje te sile s kvadratom oddaljenosti. No, in to vzporednico smo si kar nekajkrat že posrečeno izposodili, tudi če se spomnite, ko smo upeljevali vektor poljske jakosti, smo rekli, no, saj to je neka taka količina, kot je gravitacijski pospešek. No, sploh vidimo, da nam to znanje, ki ga imate iz gravitacije, nam lahko mnogo čem pomaga pri obravnavi Coulombovega polja. No, in pomaga nam lahko tudi pri tem. Pa se dajmo malo pogovoriti oziroma malo osvežiti, ponoviti, kaj je z delom gravitacijske sile, pozabimo na električno, kaj je z delom gravitacijske sile, ki učinkuje na neko telo. Lahko so to neke sani na klančini, lahko je to prosti pad, lahko je to poševni met. Kaj lahko rečemo za delo te gravitacijske sile? Morda vprašanje, kje se odraža to delo, ki ga gravitacija opravlja? Kako se na telesu to odraža? Tako, ja. To se pravi, če ga prepustimo delovanju te sile, potem se giblje pospešeno. No, ker se to giblje običajno v območju, kjer je gravitacijski pospešek praktično konstanten, lahko temu rečemo tudi enakomerno pospešeno gibanje, seveda, če zanemarimo upor, rečemo zračni upor. Tudi tule bomo v prvem koraku zanemarili razne sile, ki bi zavirale to gibanje v prostoru pod vplivom električne sile. Torej, delovanje gravitacijske sile se odraža v čem sedaj? Telo se giblje pospešeno ali pa pojemajoče, odvisno kako, začetno vržemo. To se odraža v čem? Kaj pa ima telo v gibanju? Kaj? Energijo, ja. To se pravi, delovanje te gravitacijske sile se odraža v kinetični energiji tega objekta. To se pravi, da mi lahko tudi rečemo, če se bo naš naelektren delec znajdel v električnem polju, potem se bo gibal v tem polju pospešeno. Pospešeno in se bo temu delcu, temu prašnemu delcu, temu protonu, temu elektronu, rečemo v osciloskopu, se bo temu delcu spreminjala kinetična energija. Naprej. To se pravi, tule bomo jasno imeli vpleteno v tem razmišljanju tudi, bomo imeli vpleteno kinetično energijo tistega nosilca naboja, tistega delčka. Še eno vprašanje bi morda tule razčistili. Kolikšno je pa delo gravitacijske sile, če pride telo nazaj na izhodiščno mesto? Nič. Torej, mi pravzaprav že vemo, poznamo že odgovor. Delo električne sile po sklenjeni poti bo enako nič. In če sem že prej omenil Kirchhoffov zakon, je Kirchhoffov zakon natančno to, kar zdajle govorim. Torej, lastnost Coulombovega polja
da je delo po sklenjeni poti enako nič, to je iztočnica za Kirchhoffov zakon. Če je iztočnica za tokovni Kirchhoffov zakon zakon ohranitve naboja in kontinuitetna enačba, potem vidimo tukaj, kje ima napetostni Kirchhoffov zakon svoje korenine. To bomo vse danes v tej uri dveh izpeljali. Torej, ko tudi študenta na izpitu vprašam en ali drugi Kirchhoffov zakon, ali pa če si on to sam zbere kot vprašanje, ga je jasno, da moram vprašati, če že sam do tega ne pripelje pogovora, odkje pa izhajata ta dva zakona. Torej, kje imata svoje podstavke. No, še eno temo bomo tukaj odprli in je tudi nekaj sličnega temi v gravitaciji, to je pa potencialna energija. No, pa ne bi morda s tem že na začetku, ko bo to vroče. To bo čez kakšne dobre pol ure šele. No, danes bomo imeli spet en tak teoretični paket. Vprašanje, koliko bomo imeli še danes časa, da bi začeli nizati zglede, ampak kot rečeno, za tem teoretičnim paketom spet pride niz 5, 6, 7 zgledov, ki nas bo spet, rekel, dodatno oborožil z novimi in novimi električnimi situacijami. Takole. Torej, privzeli bomo, da imamo v tem električnem polju, prevzeto znanem polju, to lahko vedno rečemo. Torej, električno polje znamo zračunati s tole formulo. Če nam pa ta formula odpove, imamo na voljo tudi, rečemo, v naših primerih smo imeli tudi Gaussov zakon, kakorkoli. To se pravi, mi imamo neko oporo v telemle zapisu. To se pravi, če jaz poznam porazdelitev nabojev v prostoru, je to električno polje določeno. Zdaj, koliko imam jaz težav s to integracijo, to je druga stvar. Smo pa povedali, če je tole območje nabojev, potem lahko vedno to območje nabojev, kadar se mi taka integracija zalomi oziroma ne steče oziroma pridem do preprek, lahko vedno to območje nabojev razdelim na manjša področja, prostore, prostorninice in v vsaki od teh prostorninic ujamemo neko določeno količino naboja, delta Q, na tistem mestu, če je to točka TK, je centralna točka tega podprostora, teh podprostorov je pa rečemo 100 000 milijon, potem veste, da lahko vedno tole približno zapišemo tudi kot 1,4pi epsilon suma K je 1 do N, potem pa imamo RK delta Q na tem mestu ali pa delta QK, se vseeno, kako zdaj to pišem, to je ta delta QK, kot smo ga tudi svoj čas pisali, deljeno z R na tretjo. To se pravi, tako ali tako. Eden od vas mi je že prinesel en tak izdelek za polje nabojev, ki so na obroču in je pač obroč razdelil na toliko in toliko odsekov, kratkih odsekov in je s pomočjo takele sumacije določil vektor E. No, povabil sem ga tudi za nadaljevanje tega. Ko bo prišel naokrog, bomo spet lahko kaj novega povedali, morda bo tudi sam kaj povedal. Tako. Pri čemer je pa seveda tole, če je to točka T, je potem tole ta distančni vektor do tiste točke. To se pravi, s tem prvim ali drugim zapisom in na podlagi izkušenj, ki jih imamo do zdaj, lahko rečemo, če porazdelitev nabojev v prostoru poznam, električna poljska jakost ni skrivnost. V skrajnem primeru me čaka seštevanje vektorjev. V skrajnem primeru me čaka to. Seštevanje vektorjev pa ni verjetno kakšen tabu. Torej,
zdaj bi kar morda takole simbolično zapisal, imejmo prostor, v katerem imamo to vektorsko polje, električno polje. Če se spet, bi rekel, malo ozrem na gravitacijo, rečemo, da sem nekje v vsemirju, to se pravi, da poznam gravitacijski pospešek relevantnih planetov na tistem mestu. No in zdaj, če se na tistem mestu znajte neko plovilo ali pa nek tak ali drugačen kozmični delec, potem se pač ta delec pod vplivom te dodatne sile giblje načeloma, kot ste rekli, pospešeno. Zato, ker na njega deluje pač sila. No, rečemo, da je to zdaj trajektorija tega našega delca, nabitega delca, lahko je to nek prašni delec v nekem elektrofiltru, ki služi čiščenju, rečemo, dimnih plinov in saj in tako naprej. In si tukaj izberemo dve točki, med katerima bomo poskušali kakšno besedo spregovoriti o gibanju našega delca, ki ima seveda svoj naboj, ima svojo maso, tole je točka T1, tole je točka T2, torej to je sled, trajektorija, pot našega delca. Zdaj, kakšna je oblika te poti, je jasno, da je odvisno od porazdelitve električne poljske jakosti oziroma gravitacijske sile, v kateri se tak delec giblje. Torej, zdaj tukaj malo paralelo vlečem, to se pravi masni delec v gravitacijskem polju in naboj v električnem polju. No, na vsakem mestu ima seveda ta delec neko hitrost. Hitrost kot vektor, tudi iz fizike veste, je vektor, ki je vedno tangenten na to sled, na to trajektorijo, na to tirnico, po kateri zdrsi delec. Tule je ustrezno hitrost V1, tule ustrezno hitrost V2. No, seveda, to gibanje se odvija znotraj časa, to se pravi, da je ob trenutku mali T1 v točki T1, ob trenutku T2, nekem kasnejšem, je v točki T2. Takole. No, in že prej je vaš kolega pač pravilno odgovoril, da če prepustimo delec delovanju sile, potem se giblje pospešeno oziroma smo ugotovili skupaj, da se takemu delcu spremeni ali pa spreminja kinetična energija. Torej, delo električne sile na tej poti se bo sedaj manifestiralo, odražalo kot sprememba kinetične energije tega delca. No, privzeli bomo, da je ta prostor prazen, da je to gibanje neovirano. Takole, pa zapišemo, ali pa mi vi kar narekujete, gibalno enačbo. Torej, delec se giblje pospešeno, ima določeno maso, se giblje pospešeno, torej masa krat pospešek je enako čemu? Sili, ki žene ta naboj naprej po prostoru. To je pa potem množina naboja krat električna poljska jakost. Kot rečeno, predpostavljamo, da je prostor takšen, da tega gibanja ne ovira. Mi bomo kasneje spoznali tudi situacije, ali pa se bomo pogovarjali o situacijah, ko bo to gibanje ovirano. Rečemo, ko bomo študirali prevodniške lastnosti naših elektrotehniških materialov. Takrat se bomo držali tega modela trkov, ki sem ga že malo omenjal, ko smo zadnjič, kar nekaj ur že nazaj, govorili o tokovi gostoti in smo govorili o termični hitrosti in tisti hitrosti, ki je posledica nekega urejenega
oziroma delovanja neke urejene sile. To se pravi, bi tule načeloma v nekih splošnih razmerah bila še plus kakšna neelektrična sila, lahko bo kakšna magnetna sila tudi kasneje še prišla zraven. To se pravi, vse te sile so tiste, ki v svoji sumi delujejo na to naše gibajoče telo. Ampak zaenkrat, kot rečeno, se osredotočimo samo na to dvoje. No in seveda, zdaj, če bi opazovali, kaj se dogaja z levo oziroma desno stranjo tele enačbe, ko jo integriramo vzdolž te poti, dobimo pravzaprav tudi energijske oziroma energijske odnose. Torej, takole, to se pravi, če bi to enačbo množili z dl, skalarno seveda, to je električna sila, če silo integriramo po določeni poti, dobimo kaj? Delo te sile. In prej smo že rekli, da se pa delo te sile manifestira na spremembi kinetične energije. Tole imate v knjigi narejeno, si boste lepo sami pogledali, to je pravzaprav en insert, ki sodi bolj k fiziki kot k naši elektrotehniki. Tako da, če integriramo po tej krivulji, od točke T1 po tej krivulji oziroma trajektoriji, tole levo stran, potem je integral te sile enak spremembi kinetične energije. Torej, to si boste, kot rečeno, sami pogledali. Pride pa takale zadeva ven V2 kvadrat v točki V2 kvadrat minus V1 kvadrat od T. Torej, tole pride. Torej, kot rečeno, tole ste povabljeni, da sami v knjigi pogledate. Pospešek, veste, kaj je. Pospešek je odvod hitrosti po času. Kar se pa delčka poti tiče, dl, delček poti na tej poti, je pa, kot veste, hitrost krat diferencial časa. To se pravi, upoštevati treba, da je pospešek odvod hitrosti in da je opravljena pot, diferencialna pot na tej trajektoriji, določena s produktom hitrosti in intervala časa. Tako. Torej, kot rečeno, tole si poglejte. Sicer pa je to tisto, kar smo prej že tudi napovedali. To je sprememba kinetične energije tega delca med tema dvema trenutkoma. No, ta sprememba kinetične energije je lahko pozitivna, lahko je negativna. Tako kot gibanje delca v gravitacijskem polju. Zaradi delovanja gravitacije se lahko kinetična energija poveča ali zmanjša, odvisno od tega, kakšne so konstelacije. Tako. No, mi se bomo pa posvetili temule delu. To se pravi, mi želimo prepoznati, delo električne sile. To se pravi, nekako prepoznati ozadje te sile, ki se skriva v električni poljski jakosti. Takole. Dajmo se dogovoriti, kako bomo kakšne stvari označili. Glejte, glede na to, da je tale delec ustrezno majhen, tudi masa in tako naprej, potem bomo tudi delo sile na tej poti označili z delta, da bo ta del pomenil, da je to ustrezno majhno opravljeno delo, ker je tudi naboj tega delca ustrezno majhen. Se pravi, bomo zapisali takole. Se pravi, delo električne sile in bom za začetek pisal takole. Delo električne sile od točke T1 po tisti krivulji do točke T2. To se pravi, nas bo zanimala evalvacija tega dela. No,
In to je seveda enako integralu od T1 po krivulji do T2, ne? To je samo simbolični zapis, ne? E krat dl. Takole. No, naboj je tule konstanta, ki gre pred integral, tako da dobimo naboj krat integral od T1 po krivulji do T2 naše poljske jakosti. Torej, tale delta se nanaša na ta naš naboj. Kasneje bomo to delo, ki ga polje opravi za premik naboja, to delo bomo v nadaljevanju normirali. Normirali na množino naboja. Nekaj takšnega, kot smo že pravzaprav počeli pri električni poljski jakosti, ja? Da smo silo normirali, to se pravi, da smo jo delili z nabojem, na katerega ta sila deluje. In smo dobili normirano silo oziroma poljsko jakost. No, tudi tule bomo to delo normirali in bomo dobili neko novo količino, ki je v elektrotehniki izredno pomembna, to je električna napetost. Električna napetost je nič drugega kot normirano električno delo ali pa delo električne sile. No, kaj želim še ob telem reči? Glejte, zdaj bo naša naloga to uro pravzaprav, torej debata bo tekla o tejle integraciji, ne? O integraciji te poljske jakosti po tej poti med eno in drugo točko. No in boste videli, da bomo tukaj mnogo novih stvari in tudi zanimivih prepoznali, spoznali, kar bo pravzaprav podlaga in odriv za naprej. Takole. Tukaj bojo morda malo daljši izrazi, tako da se bom jaz lepo počasi prestavil kar na tole stran table in bomo takole zapisali. Naboj krat integral te naše poljske jakosti med točko T1 in T2 po tej krivulji. No, ker bo tole opravilo povsem splošno, bo tale naša poljska jakost določena s tistim najbolj splošnim izrazom. To se pravi, nadaljevali bomo in pisali takole, to je naboj krat integral seveda od T1 do T2. No, zdaj tule not bomo pa zapisali tale naš vektor E. Ta vektor E je pa 1, 4 pi epsilon, integral po vseh nabojih, R krat diferencial naboja z R na tretjo, takole krat dl. No, mogoče, da bomo majčkeno lažje ločili obe ti integraciji oziroma obe seštevanji, bom jaz tule zapisal po vseh nabojih takole, ne. To se pravi, to je električna poljska jakost, ko se pravzaprav sprehodimo po vseh nabojih, ki to električno polje povzročajo. Zdaj, če se na tistole sliko malo ozremo, pa če naboji so nekje, kjerkoli, to zdaj ni pomembno, ne, predpostavljamo, da to njihovo polje poznamo, ne, tale T črtica je pa pač točka splošnega naboja, ki prispeva svoj delež na tistem mestu. No, tole je konstanta, ki bo šla tudi spredi, a ne. Zdaj pa tako, da malo razblinimo te strahove okrog integracije, nekaj smo že na to temo govorili, integracija je seštevanje. Zdaj, če imam pa dva integrala, pa pomeni, da imamo dve seštevanji.
a ne? Glejte, tule vas v predavalnici lahko preštevam na več načinov. Tvorim delne vsote po vrstah, a ne? Potem pa seštejem te delne vsote in dobim število prisotnih. Lahko vas preštevam po stolpcih, pridobivam spet delne vsote in potem te delne vsote seštejem in dobim pač končno številko. Lahko izberem tudi kakšen drug način, da malo skačem, ne, tako bi rekel, malo naključno, random, a ne. S tem, da pač tistega, ki sem ga enkrat že štel, ne štejem več. Saj tudi tule pri organizaciji po stolpcih, vrsticah se moram tistega reda držati, da tisto vrstico, ki sem jo prešteval, ne preštevam še enkrat, a ne. Zdaj, v vsakem primeru je treba imeti pa pri seštevanju določen red. Torej, kaj želim povedati? Ko imamo tukaj dvojno seštevanje, želim samo to opozoriti, da je, bi rekel, vrstni red seštevanja nepomemben, ne. Jaz vas lahko najprej po vrsticah seštevam, pa potem te delne vsote natovorim, ali vas pa po stolpcih in potem te delne vsote natovorim. To se pravi, ali bom jaz vršil najprej to seštevanje, ali to seštevanje je stvar, bi rekel, proste volje. In to prosto voljo bomo tukaj pravzaprav izkoristili, upoštevali konstanto in to konstanto in dobimo sledeče. Naboj 4pi epsilon, no ta moja štirica je vse manj štirica, takole, potem bom pa takole zapisal. Boste vse videli, ne, takole. Potem bi pa še rekel R krat dl z R na tretjo. Takole. No, tole prepište, potem bomo pa kakšno besedo rekli, ne. Torej, kot vidite, smo vrstni red seštevanja obrnili, ne. Tule je bilo seštevanje najprej po prostoru, kjer so naboji, potem pa še vzdolž naše trajektorije. Zdaj, tukaj smo pa najprej vzeli seštevanje vzdolž trajektorije, potem smo pa ta rezultat vsakič pomnožili z nabojem na nekem mestu in se sprehodili potem po vseh nabojih. To je vse. No, to zamenjavo smo zato naredili, da nam bodo pravzaprav zadeve v nadaljevanju lepo stekle, a ne. Zdaj bi se pa posvetili temule, a ne. To se pravi, iz tule ven, bi rekel, izdvojimo tole vprašanje. Kaj lahko rečemo o integraciji tega distančnega vektorja, skalarno diferencial poti, vzdolž tele trajektorije? No, takole. Bi eno sliko temu ustrezno naredil, sliko mogoče tukaj desno napravimo. Rečemo, da je to točka T1, to je točka T2. Tule nekje naj bo točka T črtica. V tej točki oziroma na tem mestu je ta naš naboj, splošni predstavnik tistih nabojev, ki povzročajo električno poljsko javnost. No, zdaj treba pa še predstaviti točko na tej krivulji, to je tista točka, do katere tale distančni vektor seže. Distančni vektor je po dogovoru vektor, ki leži med točko vira in točko, kjer polje določamo oziroma računamo, ne. Rečemo, da je tole na telem mestu. Tole je vektor R. Tole je delček dl, delček poti.
na tej naši krivulji. Takole. Tukaj so naši naboji, ne? No, takole. Zdaj pa začnimo na tale način. Spet si bomo ta izraz rahlo preoblikovali, tako da si bomo en R od spodaj iz imenovalca sposodili. Takole. To se pravi, imamo distančni vektor z absolutno vrednostjo tega vektorja. Ta vektor že poznamo, vemo, kaj to je. dl je narisan, R pa tudi poznamo, to je absolutna vrednost R-ja. Tako. No, še enkrat vas bom vprašal, kaj tole je. Enotski vektor, ja. In ga morda tole lahko tudi skiciramo, ne. Rečemo, da je to takle vektor ER, ki je R deljeno z R. Enotski vektor. Kaj pa, če enotski vektor oziroma dl množimo z enotskim vektorjem? Kaj, če nek vektor množim z enotskim vektorjem, dobim kaj? Ja, kar na glas. Kaj, če nek vektor množim z nekim enotskim vektorjem, dobim kaj? Če enotski vektor množim s katerimkoli vektorjem, dobim kaj? Kaj, če EX množim z vektorjem? EX, to se pravi bazni vektor. Ne dobimo vektor, če vektor množimo skalarno z enotskim vektorjem. Ja, kar na glas. A vi kaj hodite navaja? Kaj, če vektor EX množim z vektorjem A? Drugi letnik gimnazije. Vi ste takrat sicer zapisali I krat A. Aha, to se pravi, to je projekcija, tole že skoraj ni, to pa sploh ne vemo, kaj bi bilo, a ne? To se pravi, samo črko zamenjamo, pa smo bosi, a ne? Torej, projekcija, pa zadnjič, ko smo imeli Gaussov zakon, ste mi znali povedati, da je to projekcija. Zdaj v enem tednu smo pa to pozabili, ne? 150 ljudi je pozabilo. Znanje drugega letnika gimnazije. Dajte rdečo luč prižgati. To je alarm, če nekaj jaz iz drugega letnika gimnazije ne vem. Sem pa na fakulteti. To je alarm. Projekcija, to je tole. To, kar sem tukaj z oklepajem označil, to je zdaj tale naš števec. Jaz bom kar takole označil. Ne bi kakšnih novih oznak, lahko sicer dam, rečemo, da je to nek DL črtica, ali pa črtica je že itak malo, bi rekel, posiljena, ker jo imamo že kje drugje z drugim pomenom, delta L kača, bom rekel. To je projekcija. No, zdaj pa si mislimo tukaj šestilo, ne, zapičeno in potegnemo takole dva radija. Takole. No, jaz bom tole mogoče tudi še označil. Tole bi lahko pisal tudi R plus DL, ne. Distančni vektor plus tale košček je R plus DL, ne? To je vektorska vsota. Sicer je pa tako, a ne? Tale prvi radij pomeni kaj? Pomeni pravzaprav absolutno vrednost distančnega vektorja. Jaz bi tukaj lahko pisal kar R, brez kljuke, ne? Zdaj, če se ta točka pomika naprej, ne? Saj smo tukaj na krivulji, ne? Saj kaj ta integracija pomeni kot sprehod s telem dl od točke T1 po krivulji do T2. To se pravi, pri tej integraciji se jaz pomikam po tejle krivulji. To se pravi, ko se pomikam po krivulji, se pravzaprav oddaljenost med točko T črtica in rečemo točko T, ki je tukaj na krivulji,
Ne? Ta razdalja, ki je R absolutno, se spreminja. To se pravi, tukaj, da bi lahko pisal, tu je R plus dr. To se pravi, na začetku tegale vektorja dl bi pisal, da je to krog z radijem r. Ne? Na koncu tega vektorja bi pa pisal, ja, to je radij, ki ustreza novemu distančnemu vektorju. Ne? To je novi distančni vektor. Ne? No, če je to tako, potem lahko tole dalje pišemo kako. Se pravi, tale dl kača je dejansko tudi povečanje te distance, tudi diferencial r-ja. To se pravi, da lahko tole dalje pišemo dr deljeno z r kvadrat od t1 po krivulji do t2. To se pravi, števec prepoznavam kot povečanje, diferencial povečanja tega distančnega vektorja, ne, absolutne vrednosti, spodaj imamo pa tudi njegovo absolutno vrednost na kvadrat. No, zdaj, če tole malo pokrijemo, dobimo integral, ki ga poznamo že iz gimnazijskih uric. Ja, minus 1 z r kvadrat, točno. Minus 1 z r kvadrat, no, seveda je plus konstanta. Zdaj pa, ko se gibljamo od točke T1 po krivulji do T2, se nam pa ta distanca spreminja od kje do kam. Od tele vrednosti R1 do tele vrednosti R2. Torej, ko delec potuje, ne, po tej krivulji, se distanca spreminja od vrednosti R1 do R2. Tako da bi tukaj lahko pisali tudi kar od R1 do R2. Torej, kar naenkrat vidimo, da pri tej integraciji ni več pomembna toliko sama krivulja, ampak je pomembno, kako se tale naš R spreminja. A ne? In če to vstavimo noter, dobimo pač, ker imamo minus, bomo vzeli najprej spodnjo mejo, potem pa zgornjo mejo. Torej, če pogledamo začetek tele naše obravnave, pa konec. Vidimo. Torej, tale integracija se zdaj na koncu spremeni samo v razliko dveh recipročnih vrednosti, dveh razdalj. No, tako da lahko sedaj pravzaprav naredimo zaključek, ki bi ga pa kam postavil. Morda kar tule. Torej, delo od točke T1 po krivulji do T2 je sedaj kaj? Glejte, kaj opažamo pri tej integraciji? Da je pot dejansko spuhtela. Pot je zginila iz našega rezultata. Torej, pot ni več pomembna. To se pravi, za delo električne sile od točke T1 po neki krivulji do točke T2, to delo je sedaj neodvisno od poti. To je nekaj, kar pravzaprav poznamo tudi iz gravitacije. Saj veste, če se eno telo giblje po takšni ali bolj po bolj strmi klančini ali pa po neki takšni, bi rekel, monotoni klančini, v vsakem primeru ste pri fiziki rekli, če zanemarite upor, je pridobljena kinetična energija enaka. A ne? To se pravi, dobivamo pravzaprav rezultat, ki smo ga nekako potihem celo pričakovali. To se pravi, da je delo električne sile neodvisno od poti, ampak je odvisno samo od začetne in končne točke. V gravitaciji je to odvisno od začetne in končne, rečemo, nadmorske višine.
če smo v tem področju, kjer lahko gravitacijski pospešek vzamemo kot konstanten. Ne? Tako, to se pravi, ugotavljamo, da je tole enako tudi delu električne sile med točko T1 in T2. To se pravi, ugotavljamo, da delo ni odvisno od poti, zato tudi tega ni treba več v nadaljevanju pisati. To bomo zdaj kar spuščali. In bomo rekli, za delo sta pomembna začetna in končna točka, ne pa pot, po kateri je ta delec šel. Ne? To dalje tudi pomeni, da je to enako naboj krat E krat dl, če sledimo tisti vrstici. In zdaj ne bo treba več pisati od T1 po L do T2, ampak bomo to kratko malo zapisali kar takole simbolično. Torej ne bomo več tule spodaj pisali integral poljske jakosti od točke T1 po neki krivulji do T2, ampak bomo kratko malo pisali tako, kot imamo pri funkcijah, ne? Integral rečemo od A do B, f od x dx. Ne? Torej simbolično zapišemo začetek poti in konec poti. Torej začetna in končna točka, ne pa več pot. Torej, pot je nepomembna in tole je dalje enako, če sledimo naprej. Tole je dalje enako tudi, to se pravi, če gremo na tale del in upoštevamo, da je to razlika teh r-ov, potem pride takole, to je tudi enako naboj z 4pi epsilon, krat integracija seveda po vseh nabojih, ki polje povzročajo, tukaj pa seveda 1 z R1 minus 1 z R2 krat dq takole. Torej, od zdaj naprej bomo pravzaprav lahko pot, ki jo opiše delec, opuščali in samo artikulirali začetek in konec. Takole, pri tem sta pa R1 in R2 razdalji, ki jih prepoznamo tudi iz te slike. To je distanca med splošnim nabojem, ki polje povzroča, in začetkom poti ter to točko in koncem poti. No, lahko tole zbrišem. Nekako nam za nadaljevanje zadošča tale izplen, zdaj bi pa odpirali nova vprašanja. Pardon, tukaj sem jaz. Kolega je pravilno rekel, jaz sem pa slabo napisal. Integral od dr z r kvadrat je 1 z r. Ja. Hvala lepa.